Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar velike nagrade Monaka. In tokrat si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega, pa tudi malce manj zanimivega zgodilo na dirki. Kot običajno bo tudi današnji komentar razdeljen na dva dobro znana dela. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimive iztočnice, ki nam jih je dala dirka. V drugem se bomo pa ustavili pri napovedih za možne strategije in seveda rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. In najprej se bomo ustavili pri najbolj boleči točki. Spremembi pravil, ki je velela, da morajo v Monaku vozniki dvakrat na postanek in rabiti 3 različne sete pnevmatik. In najprej je treba povedati, da so želeli organizatorji tako Formula 1 oziroma Formula 1 Management kot FIA doseči nekaj, kar je pravzaprav paradoksalno. Kot piše v uradnih dokumentih, je bil prvotni namen izboljšati športni spektakel te dirke. Kako so dosegli ta namen, smo vsi mi videli na progi. Carlos Sainz mlajši je bil po dirki izjemno kritičen do dogajanja. Dejal je, seveda, da so manipulirali celo rezultate in seveda, da sta 2 postanka bila čisto brez pomena. Malce bolj sarkastičen je bil Max Verstappen, ki je povedal, da je bila ta sprememba tako navdušujoča, da je bil celo dirko dobesedno na robu svojega sedeža. In seveda treba je brati njegovo izjavo s sarkazmom. Namreč povedal je, da je bila zadeva čisto brez pomena. In verjamem, da tudi mi, navdušenci, smo prišli do istih zaključkov. A treba je poudariti, da mnogi so še zmeraj histerično vreščali, joj, kakšna drama. Ampak sam bi rad poudaril, da pravzaprav bi si želel srečati tistega, ki je prišel do te enkratne domislice in mu enostavno zaploskal. Namreč takih neumnosti ne vidimo vsak dan. A nekateri bi dejali, da so zopet krivi bolidi, da so zopet krivi pri Formuli 1, kjer uničujejo ta šport. A menite, da sem v uvodnem prispevku k seriji posvečeni veliki nagradi Monaka tako čisto slučajno zbral veliko nagrado v sezone 2003? Sicer nimam uradnih podatkov, ampak tistem, kar sem videl na dirki, ni bilo niti enega prehitevanja na progi. Torej, zopet dokaz, da je Monako specifičen in da če ga hočemo popraviti, bomo na koncu naredili samo še slabše. Verjamem, mnogi bodo dejali, ampak tokrat so bili zaostanki gromozanski. A verjetno marsikdo se ne spomni na primer dirke za veliko nagrado Monaka iz leta 1988, zadnjega v znanem prvem obdobju turbo ere.
Takrat je skozi celoten vikend dominiral, Ayrton Senna bil je najboljši na kvalifikacijah in tudi na dirki mu je šlo izjemno dobro. Ampak tam pri vhodu na Portier je dobesedno izgubil koncentracijo in zapeljal naravnost v zaščitno ograjo. Tako da je dirko zmagal njegov moštveni kolega Alain Prost približno 20 sekundami prednosti pred Bergerjem in nadaljnjimi 20 sekundami prednosti pred Alboretom. Vsi ostali so bili zadaj za en rok. Govorimo o letu 1988, ko je bila Formula 1 tista prava, ko so bili na progi šampioni in ko so bili bolidi ožji, krajši in imeli nižjo maso. In zopet nekateri bodo histerično ponavljali, kako je krivo vse drugo, le razumeti nočejo, da je pač Monaco tak. In če bo nekdo dejal, da si dirka ne zasluži biti na koledarju, se mora sprijazniti z dejstvom, da imajo podpisano pogodbo do leta 2031. A glavno je, da mi navdušenci razumemo, zakaj gre v Formuli 1. In nismo tisti, ki zahtevajo malce boljši športni spektakel, kot nam ga hočejo vsiliti s tako butastimi pravili. A verjamem, nekateri raje gledajo serije, kot so Drive to Survive, ali bodo z navdušenjem šli v kine spremljati nov film z Bradom Pittom. A tisto ni Formula 1. A dvomim, da se mnogi tega zavedajo. Druga točka, pri kateri se moramo ustaviti, je kazen Georgeu Russellu, kjer je izkoristil prostor tam na Noël Chicane, verjetno eno izmed edinih varnih izletnih con, in prehitel Aleksandra Albona. Zopet se bodo našli strokovnjaki, ki bodo trdili, kako je bila kazen za Russella prestroga. Na drugih progah, na drugih velikih nagradah, vsaj tako sem slišal sam, je bila kazen pribitek 5 sekund, kar prvič ni res. Za tak prekršek je pribitek na ostalih velikih nagradah do tega trenutka 10 sekund in ne 5. Če kdo ne pozna dejstev, je zmeraj bolje, da je malce tiho. In drugič, smo lahko prebrali tudi v poročilu. Vse ekipe so bile opozorjene, da ukolikor bo nekdo nalašč izkoristil tisto izletno cono in pridobil nešportno prednost, bo kaznovan huje. In še več, v navodilih, ki jih je izdal direktor dirke, je bilo točno zapisano, da se mora prednost vrniti do naslednjega ovinka v istem krogu, da ne bo pomot. Torej, vidimo, da so se točno zavedali situacije in so bili nalašč strogi, ker so vedeli, kaj se bo verjetno zgodilo. In tu je treba dodati še nekaj. Nekaj izjemno pomembnega. Verjetno smo vsi mi videli v finalu, kako je Charles Leclerc začel napadati Landa Norrisa in kako je Max Verstappen počasnil, tako da bi, po mnenju zopet nekaterih poznavalcev, pomagal Leclercu premagati sloveščega Norrisa. Ne znam si drugače situacije opisati. Ampak najprej je treba razumeti nekaj. Če želi tisti, ki je zadaj, prehiteti onega, ki je spredaj, mora biti enostavno hitrejši. Leclercov najhitrejši krog na dirki je bil minuta 14 sekund in 55 tisočin. Napravljen približno na polovici dirke. Medtem ko je Lando Norris na koncu imel čas
minute 13 sekund in 221 tisočink, kar je bistveno hitrejše. Ne smemo pozabiti še nekaj. Ta čas na krog ni tako pomemben kot končna hitrost, seveda pri prehitevanju. Na ciljni črti je imel Leclerc končno hitrost, ki je bila 270 km/h. Lando Norris 270,6. Ni bil spredaj in ni imel ne vem kakšnih pomoči v primerjavi s samim Leclercem. In treba je povedati, da na drugih mestih bi lahko dejali, da situacija ni bila bistveno različna. Leclerc 286,2 km/h, medtem ko je bil Norris malce počasnejši, 285,5, zopet razlika, ki se lahko meri v 0,7 km/h. Torej, predstavljajte si, kako na avtocesti nekoga prehitevate z višjo hitrostjo za 0,7 km/h. Vem, ratalo vam bo v naslednjih 30 km. A pustimo sedaj to. In vrnimo se k bistvu. Tisti, ki trdijo, kako je Max Verstappen želel pomagati Charlesu Leclercu, ali so popolni buhteljni brez haja, ali pa želijo na svojo stran pridobiti naivne navijače Scuderie. Max Verstappen je v zadnjem delu dirke res začel zbirati, zato da bi spravil Norrisa in Leclerca skupaj. Ampak v želji, da bi trčila in tako na progo spravila varnostni avtomobil, kar je bila edina možnost, da bi lahko Max Verstappen dosegel zmago. In morda se je komu izmed vas posvetilo, da Max Verstappen vozi za Red Bull in predvsem zase in ne navija za Ferrari. Ampak Ferrari nam je tokrat na dirki pokazal zopet primer, kako lahko celo nalog škodijo samemu sebi. In govorim o tistem dialogu med Lewisom Hamiltonom in njegovim inženirjem, ki je zvenel v resnici bolj kot monolog. Sedaj se ne bom spuščal v podrobnosti, kakšni so odnosi znotraj Scuderie. Ampak inženir in voznik sta na isti strani, delata za iste cilje, zmage. Če ni neke povezave, nekega spoštovanja, nekega medsebojnega razumevanja, mora šef ekipe ukrepati. Šef ekipe ne ukrepa, je seveda on odgovoren zaradi tega, ker rezultatov ni. Videli smo na veliki nagradi Monaka, da kakšnih pretresov vsaj tam zgoraj ni bilo. Predvsem zaradi tega, ker pravzaprav z dvema obveznima postankoma so ekipe iskale ritem bolj kot končno hitrost, in s tem, ko so iskale ritem, so ekipe stavile na oprijem, kar je zvišalo upor in seveda znižalo končno hitrost. Videlo se je tudi zato, da prehitevanj ni bilo, za razliko od tistega, kar so mnogi v lanski sezoni imenovali farso. A to, kar ti treba poudariti, da prav ta pravila, ki so jih sprejeli zato, da bi napravili, kako so že dejali, boljši športni spektakel, so privedla do določenih prijemov, ki znajo biti zanimivi. Videli smo to pri ekipi Racing Bulls in seveda tudi Williams, ko so rabili bolid, ki je dobesedno zaviral isto skupino onih, ki so zadaj, in drugega, ki je izkoristil praznino in seveda po postanku prišel zopet na svoje mesto.
In to je nekaj, o čemer se bomo pogovarjali bolj v tistem drugem delu. Ampak tokrat je treba poudariti nekaj. Tisti, ki je vsaj mene na progi najbolj presenetil, in to v pozitivnem smislu, je Izak Hajdžar. Bil je seveda zrel, znal je izvleči iz situacije maksimum in prinesel, vsaj po mojem, domov rezultat, ki si ga pri ekipi Racing Bulls v začetku vikenda niso znali zamisliti. In seveda ob pomoči Liama Lawsona, ki je tokrat prvič dosegel nekaj točk. Podobna zgodba pri ekipi Williams, kjer so sicer dosegli manj točk, kar je sicer razumljivo, ampak bili so boljši kot pri Mercedesu. Za tovarniško ekipo Mercedes totalen polom. In tu ne bomo iskali izgovorov, ne bomo iskali vzrokov, bili so enostavno slabi. Ampak ste opazili, kot sem poudaril v tistem prispevku pred kvalifikacijami, da so bili edina ekipa, ki ni na bolidu spremenila absolutno nič. Niti krmilnega sistema. Verjetno se je nekaj tudi poznalo. Če so pri ekipi Williams znali prilagoditi bolid, ker je razvoj ustavljen že kar nekaj tednov, in seveda so bili boljši od Mercedesa, no ja, nekaj bo tudi verjetno na tem. Da ne bom zopet tu izgubljal časa, glede tega, kakšen neizmeren talent je Franco Colapinto. Sem ga spregledal in kjer nisem videl potenciala, ki ga ima. In tu je treba dodati, da sem prav tako sarkastičen kot Max Verstappen, ki je na začetku dejal, da je bila dirka s tem spremembami pravil res enkrat. Poglejmo si sedaj v našem drugem delu še, kakšne so bile napovedi strategij. Strani Pirellija je bila napoved strategij enostavno sramotna. Dejali so, da se lahko zgodi karkoli. Tega je sposoben vsakdo izmed nas. Ne rabimo takšne napovedi in ne rabimo inženirjev Pirelli. Sam sem malce za šalo, malce zares skušal podati provokativne variante, ker je bila tista prva, ona, ki je merila, da bodo vozniki podaljševali prvi del v neskončnost, čakali na varnostni avtomobil ali pa 2 postanka opravili v zadnjih krogih. Strategija, ki je bila namenjena vodilnim. In če izpustimo prvi postanek, je bila to ideja, ki so jo sledili pri Red Bullu Maxa Verstappena, ki je čakal dobesedno do zadnjega, da se bo kaj zgodilo, da bo prišel na progo varnostni avtomobil, ampak na koncu je moral menjati in tako pristal na 4. mestu. A bolj zanimivo je nekaj drugega. Govorili smo o tem, da je bil Izak Hajdžar eden izmed, vsaj po mojem mnenju, najboljših na progi. On je začel malce bolj v ozadju in postanka skupaj opravil na prvem delu dirke. Nekako je posnemal tisto mojo tretjo varianto, kjer vidimo takoj 2 postanka in nato dolg tretji del, kjer je praktično domov pripeljal rezultat. In zopet bi lahko dejali, tudi mi, navdušenci, lahko marsikaj zadanemo in marsikaj predvidimo. V tem primeru bi lahko rekli, da sem zadev bistveno več kot oni, ki imajo vpogled pri Pirelliju v prav vse podatke. A verjamem, moja napoved je bila provokativna. Če bi pri Pirelliju to objavili, bi zopet dokazali, da je bilo pravilo 2 postankov butasto, kar
v resnici je bilo. Da bo Charles Leclerc izbran za voznika dneva, mislim, da ni bila skrivnost za nikogar izmed nas izbran bi bil, tudi če bi odstopil v prvem krogu. Ampak naslov bi si po mojem zaslužil prej omenjeni Izak Hadjar, ker je dokazal tu, da si zasluži biti v Formuli 1 in da ima nekaj tistega malega več kot bi pričakovali. Kar se tiče tokratnega komentarja velike nagrade Monaka, kot ste razumeli tudi sami, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.